Trikrat sem že gledala ta film in vsakič, ko ga gledam, se me bolj dotakne, tako da kar težko govorim. Z nami je Dušan Šarotar, slovenski pisatelj, dvakrat Kresnikovec v najožjem izboru, sicer tudi malo fotografira, kar smo lahko videli v njegovem, naprimer, v panorami, ne? Ampak preden začneva v tem filmu govoriti, da se majhen vdahnemo, mogoče mi poveste, vi pišete, tako se mi zdi, da zaznavate ene esence preteklosti in jim potem v literaturi ustvarjate postave, like, ki jim pripadajo. Ko jaz berem vaše te literarne like, se mi zdi, da imajo tudi v sebi to hkratno navzočnost tiste sedanjosti, ko se stvar dogaja, pa hkrati preteklosti in eno slutno prihodnosti, tako že med tem, ko taki liki se mi zdijo, da so zelo bogati. In v tem romanu Biljard v Dobraju, enih 10 let je od tega, ker je šel 9, ne? Ja. V tem romanu uporabljate en prelep izraz, prelep za nekaj strašnega, ne? Namreč namesto vojna vedno pišete bojna. In sem šla prav gledati, tako mi je bilo to normalno, ko sem brala, da sem šla prav gledati v slovar slovenskega knjižnega jezika, a je kakšna bojna, pa jo ni, odkot je ta bojna. Ja, ponavadi rečemo dober večer, dober dan, bom rekel, niti ni več dobro jutro. Zelo sem vesel, pravzaprav očaran s to atmosfero. Ponavadi ljudje ob tej uri ali še spimo, ali pa poskušamo kaj napisati, delati, ampak sem vesel, da smo danes ob 10 zjutraj v taki lepi, prijetni družbi gledali pravzaprav ne samo film zato, da bi si okrajšali čas, ampak gre res za, jaz bi rekel, strašen, velik film, ki kliče ne po pogovoru, bolj po tišini. Seveda tudi jaz, če lahko mogoče malo po ovinku to odgovorim, kot ta bojna, tudi jaz doživljam predvsem umetnost, še posebej literaturo, predvsem kot nagovor tišine. Če me kaj nagovori, me ponavadi nagovori tišina. Ampak kaj mislim s tem? Ne gre za to, da bi morali ljudje molčati, da se ne bi smeli pogovarjati, da ne bi smeli brati, da ne bi smeli poslušati glasbe, da ne bi smeli gledati filmov ali se hoditi v kavarne, ampak pravim, da je neka razlika med tem, kaj je tišina in kaj je molk, molčanje. In mogoče je ta zelo podobna beseda, ampak ima ta vsaj zame zelo, zelo različne pomene. Mogoče, če tako povem, kot je lepo Helena rekla, takšna razlika, kot če rečem vojna ali bojna. In če je razlika? Nekaj so te najbolj vsakdanje, včasih tudi brutalne zgodbe, ki nas obkrožajo, ki jih sledimo lahko tudi zdaj po televiziji. Namreč živimo v nekem navideznem miru, v nekem kot da smo daleč od vsega slabega in kot da je tudi vse slabo še daleč nekje pred nami. Ampak vemo, da so v tem trenutku, ko tako lepo prijetno kramljamo, nedaleč od nas na nekih, kot jim rečejo tehnično, zelo tako higiensko, brezbarvno in na nek način tudi aseptično na zunanjih mejah, neke tehnične ovire, neke bodeče žice, ampak pustimo to. Gre za to, da vse povsod okrog divja vojna, tako rekoč.
da smo bili včeraj priča terorističnim napadom. Ampak temu jaz rečem, da smo v molku. Molčimo in na nek način sprejemamo, kot da smo razoroženi, kot da nimamo nobenega komentarja in smo pravzaprav na to obsojeni, na neko vrnitev, na neko vračanje v nekaj, kar se je že zgodilo, kar smo že videli, tudi v tem filmu danes. In ta vrnitev je pravzaprav, kot deluje lahko šokantno samo za tiste, kot jaz pravim, ki so izgubili spomin, oziroma ki nimajo spomina. In ta družba, če je kaj izgubila danes, je izgubila spomin. Ker če bi se, celo še dvoje bom rekel, ni nujno, da se spomnimo, kar smo sami doživeli. Jaz sem pač na nek način, na srečo bom rekel, premlad, da bi se spomnil. V živo nisem tega doživel. Po drugi strani smo pa vsi že prestari, da se ne bi začeli spominjati. In dokler se spominjamo in na nek način te zgodbe znova priklicujemo, ne zato, da bi prekleli to sedanjost, oziroma ne zaradi maščevalnosti, niti zaradi popravljanja krivic, ampak preprosto zaradi neke pomiritve in razjasnitve s tem, kar se dogaja danes. In podobe, ki nas obkrožajo, taborišča, ki stojijo na naših mejah, so zelo podobna, če ne celo ista, kot so jih postavljali nekoč. Danes jih nismo videli v filmu, ampak točno vsi, ki imamo spomin, vemo, o čem smo danes gledali film, o čem je ta film pripovedoval, čeprav v nekem zamolku, v neki, tako bi lahko rekli, neko prefinjeno, patinirano, malo meščansko sliko je podal, po moje, zelo pretresljivo sliko, ne preteklosti, ampak sedanjosti. In ta razlika med vojno, v kateri molčimo, in bojna, ki pa izhaja seveda iz prekmurščine, iz mojega maternega jezika, kot jaz temu rečem, ne iz narečja, pa je podoba nečesa, česar se spomnim in iz te tišine poskušam pravzaprav nagovarjati tudi sedanjost. Naši dedki, naši predniki so hodili vedno na bojno, na bojišča, in ko so se vračali nazaj, in ponavadi niso rekli, da so to ljudje, ki so prišli iz vojne, ampak tisti, ki so bili v bojni, ki so se borili. In tudi danes, in celo zelo lep koren slovenske besede je v tej bojni, in sicer boj. In če kaj priklicujem danes, poskušam na nek način, seveda ne vojno, ampak boj za nekaj, kar je bilo izgubljeno, kar naj bi se vrnilo in kar bi naj znova bilo na nek način ozaveščeno, da bi vedeli, da to, kar opazujemo in kar je na nek način še kot slutnja, na nek način tudi nevidno, ampak da je točno to ne samo metafora neke preteklosti, ampak je tudi prerokba za to, kar prihaja. Ta film je na Poljskem bil sprejet pač na različne načine, tudi zelo odklonilno, ker na Poljskem obstaja tudi neka liga za ohranjanje in varovanje ugleda Poljske, in so Poljaki to nekateri ne sprejeli kot pač žigosanje poljstva. A ste vi ta film dojemali pravzaprav predvsem kot ta odnos judovstva in poljstva ali kako drugače? Seveda sem v medijih zasledil to, v teh nekih čudnih protestih oziroma celo nekih plakativnih, kratkih navodilih za uporabo, kako gledati ta film, kar me, moram iskreno reči, ne čudi. Niti nisem bil presenečen, niti na nek način ne zgrožen, ampak bi lahko celo človek nekako pričakoval, glede na trenutno situacijo, kakršna je na Poljskem.
nisem seveda poklican niti verificiran, da bi lahko sodil, kakšen režim je trenutno na Poljskem, ampak kolikor mi je pa poslano in imam nekaj izkušenj in seveda tudi potoval sem tam, imam veliko kolegov, ne nazadnje pa seveda spet, kdo ima spomin, ve, kakšna je ta čudna navezava oziroma povezava med judovstvom in Poljsko. Poljska je seveda velika država. Poljska je, to moramo priznati, kar mogoče včasih pozabljamo, ena največjih pesniških velesil na svetu. Nekaj najboljše poezije na svetu je bilo napisane v poljskem jeziku. In kar ni, to je zelo velik kompliment in verjetno tudi neka zelo velika moč te države. In ta film, bi jaz mogoče lahko rekel, je pravzaprav, to ni nek zgodovinski film, to ni tisto, kar sem prej rekel, obračunavanje s preteklostjo, to ni popravljanje krivic. In to, pri čemer je verjetno ta kritika, kakršnakoli že bila, je zgrešila, to ni film, ki bi obtoževal. To je predvsem film, ki poskuša to skoraj nemogočo vez med judovstvom in ne samo Poljaki, ampak tudi med Evropo na nek način ne samo razvozlati, ampak tudi osvetliti. In vemo, da je na Poljskem živela ena največjih judovskih skupnosti do druge svetovne vojne, tako kot večine vzhodnoevropske, nekdanje vzhodne Evrope, v Rusiji, na Madžarskem, na Češkem, nazadnje mogoče manj znano tudi v Sloveniji. V Prekmurju je živela največja judovska skupnost pač do začetka druge svetovne vojne, ne samo v Sloveniji, ampak tudi širše. Z Međimurjem je to bila celo največja judovska strnjena skupnost nekdanje Jugoslavije. S tem, da je Murska Sobota bila sedež celo judovske skupnosti za celotno Slovenijo. Tako da to razmerje med judovstvom in evropejstvom je bilo vedno na nek način lahko konfliktno, v nekih obdobjih je bilo to mogoče sožitje, ampak z drugo svetovno vojno in z izbruhom nacizma se je seveda to radikalno spremenilo. In to, če danes o čemer ne vemo veliko, je pravzaprav, tudi Slovenci ne vemo veliko, je to zato, ker je mogoče prav na teh prostorih Prekmurju in tudi v Sloveniji dokončna rešitev, kot se je temu reklo, ta Endlösung judovskega vprašanja, Hitler je dejansko uspel. V Prekmurju in Međimurju in v tem koncu današnje Slovenije in ta del Hrvaške, ki je pripadal seveda med vojno spet Madžarski, je bilo samo v eni noči, 26. aprila 1944, deportirana celotna judovska skupnost v Auschwitz. To so bili zadnji transporti, če vam mogoče to čudno izzvoni, zakaj leto 1944, tako rekoč manj kot leto dni pred koncem vojne. Ampak Hitlerju je že se na nek način začelo zelo muditi in na Madžarskem je še vedno bil Horthyjev tako imenovani fašistični režim, podobno kot NDH na Hrvaškem, kot na Slovaškem, kot v Romuniji in kot Franciji in marsikateri še te protofašistični državi s temi režimi, protektorati. In je Adolf Eichmann, ta veliki zadolženec oziroma človek, ki je bil zadolžen za transporte v Auschwitz, je potem leta 1944 sam odpotoval v Budimpešto in zgrožen pripovedoval, kako da je Madžarska tako kot zadnja država, ki še ni dala svojih judov se pravi transportirati v Auschwitz.
In tako se je v aprilu po kapitulaciji tega režima na Madžarskem in v korakanju Nemcev, nacistov na Madžarsko in seveda tudi v Prekmurje, v samem tistih nekaj nočeh so bili tako rekoč tudi iz Prekmurja deportirani vsi Judje. Bili so to transporti, v katerih je bilo v slabih 3 tednih deportiranih 450.000 ljudi. In potem se je tam do maja, do konca junija, tako rekoč, so bili vsi ti ljudje pobiti. In potem so se tudi transporti v taborišča Auschwitz končali, ker so bili preprosto, kot se je reklo, prezasedeni. In v tem trenutku je v Prekmurju, če si predstavljamo, številka se vam bo zdela zelo skromna, 500 ljudi mogoče, ampak moramo si predstavljati, da je recimo v mestu, kjer je živelo 3000-4000 ljudi, je to ogromno. 587 je številka registrirana. Tako. In tako, kot sem rekel, v eni noči so bili vsi deportirani in po vojni se jih je vrnilo okrog 50. Se pravi, celotno Prekmurje. V Mursko Soboto pa manj kot 10. In med njimi je bil tudi moj stari oče, Franz Schwarz. In v Murski Soboti, kot sem že rekel, sedežu te judovske skupnosti, nekdanje Sloveniji, je stala seveda sinagoga, čudovita, bili so cele ulice s temi trgovinicami majhnimi, z mešanim blagom, kot se je reklo, temi judovskimi. Seveda so bili advokatske pisarne, zdravniške ordinacije, bila je glasbena šola, bila je judovska šola, seveda se je po kavarnah bralo tuje časopise, igrala je zvečer ciganska muzika in to je bil zgled nekega tega majhnega srednjeevropskega, danes bi rekla malo meščanskega, ampak je spravi na nek način umikanega mesteca, ki se je šele spreminjalo oziroma prelevilo iz Varaša, se pravi iz nekega manjšega okrajnega središča v mesto. Ampak to mesto je imelo svojo kulturo, je bilo multietnično, je bilo multikonfesionalno in seveda tudi multikulturno. Tam so živeli danes tako imenovani Slovenci, tam so živeli Prekmurci, tam so živeli Madžari, Avstrijci, Judje, Cigani, Čehi, Hrvatje. Potem seveda, kot že vemo, so bile tam 3 cerkve stale, katoliška, protestantska in seveda sinagoga. In v tem mestu se je govorilo najmanj 3 ali 4 jezike ves čas. In seveda tudi 3 ali 4 muzike različne so tudi ves čas po kavarnah igrale. In po vojni se je vse spremenilo. In to je mogoče tema tudi tega filma danes bila. To, da se je v nekem trenutku pozabilo, izgubilo. In jaz pravim, če si predstavljamo tako male mestece, ki je imelo nekoč 5 prstov, se pravi več nacionalnost, več etničnost, več konfesionalnost, je potem po vojni na nek čuden način en prst umanjkal. In ta prst manjka še danes. In ne samo fizično, ampak tudi na nek način simbolno, z ohranjanjem spomina, z nekimi, se pravi, z neko kulturno dediščino, ki ni nujno samo materialna, je lahko tudi nematerialna. In to tudi o tem pišem v svojih knjigah. In ta film danes, ki smo ga gledali, če sem predolg, govori prav o tem, da je v nekem trenutku nekaj umanjkalo. Se je vse zgledalo na nek način normalno, tam so ljudje, seveda se je režim zamenjal, danes se nam zdi se to, kako je brutalno, kako grozno, ampak tudi ta režim komunistični, s temi čudnimi, smo danes videli, sodnimi procesi, z ogromno anomalijami in vse, ampak na nek način se je živelo v teh razpadajočih nekdanjih hotelih, na tistih umazanih razpadajočih ulicah, ampak
tam so ljudje so se na nek način na novo uredili življenja, na nek način so malo molčali, igrala se je tudi jazz muzika, vse povsod so križi in na nek način je vse v redu, dokler nekdo ne vpraša, kdo si, ne, kdo si, oziroma sam sebe ne vpraša, kdo sem. V tistem trenutku se pa vse spremeni. In to se je meni zgodilo že dobrih 10 let nazaj, seveda sem vedel že prej, kakšna je bila usoda te moje družine, kakšna je naša intimna družinska zgodba, se pravi zgodba mojega starega očeta po mamini strani, ki je bil kot ene redkih preživelih po vojni, ki se je vrnil v Soboto in si seveda ustvaril drugo družino, ker sta žena in sin iz tega prvega zakona oba bila pobita v Auschwitzu. In jaz sem vnuk, prvi vnuk njegove najstarejše hčerke iz drugega zakona. In seveda je to dolgo bilo kot neka naša zgodovinska oziroma družinska zgodba, kot nek tabu po svoje, pa tudi po nek način kot nek tak čuden ponos, nek spomin, s katerim pravzaprav nihče ni videl prav dobro, kaj bi. Namreč čudno se vam zdelo in tako je tudi ta film mogoče čudno zgleda, zato ker v skupnosti, kjer nihče o tem ne govori, kjer je to na nek način pozabljeno, tudi jaz pravim zamolčano, ne samo, da je bilo potisnjeno v tišino, kjer ni pravzaprav bilo vse do par let nazaj nobenega spominskega obeležja, niti nobene pesmi ni bilo napisane, nobenega romana, kjer tako rekoč nobene te fizične materialne dediščine ni ostalo. Namreč leta 1954 so potem, ko je ta sinagoga, o kateri sem vam govoril in iz katere so bili tudi vsi Judje deportirani, namreč zbrali so jih v soboški sinagogi in jih potem odpeljali najprej na Madžarsko in potem naprej z vlaki v Auschwitz, ampak ta sinagoga je do leta 1954 samevala in propadala. Takoj po vojni je v njej bila konjska štala, hlevi so bili za konje. Potem je imel kipar soboški eden notri atelje, potem je bila v njej skladišče, potem pa seveda je propadala, vitraži so bili, modri vitraži so tam bili polomljeni, vsa oprema je bila odnešena, stoli in klopi so bili preseljeni v Domanševce, v Novo Cerkev. In tako kot je pač ta sinagoga počasi propadala, se boste vprašali, zakaj je Judje niso recimo na nek način teh nekaj preostalih vzdrževalo. In kdor malo pozna to, ve, da za obredno branje Tore, se pravi za obred v sinagogi, je nujno potrebnih prisotnih 10 odraslih pravovernih Judov, se pravi, temu ne rečejo kvorum oziroma minjan. In v Murski Soboti ni bilo več mogoče sestaviti minjama, ni bilo več 10 odraslih Judov. In potem je po nekem čudnem spletu okoliščin, v katerih še danes pač nekako se razpravlja, zakaj je bila ta sinagoga prodana mestni občini Murska Sobota, ki je potem čez 2 dni sinagogo podrla in na njenem mestu dala zgraditi prvi moderen stanovanjski blok. Arhitekt je bil znameniti prekmurski arhitekt Novak, ki je projektiral ta blok po načrtih Corbusierja, se pravi, to je bil prvi modernistični blok v Murski Soboti in tudi, mislim, da kar širše okrog, ne bom rekel v Sloveniji, ampak Novak je študiral, namreč nekaj mesecev semestrov po študiju bil pri Corbusierju v Parizu in seveda prinesel ta novi funkcionalistični duh arhitekture tudi v Prekmurje in zgradil potem najprej ta blok, ki mu še danes pravijo židovski blok in potem celo ulico
Štefana Kovača v Murski Soboti, kjer je cel niz teh stolpičev, 13-stropnih nizkih blokov, funkcionalistično pravokotnih, brez ornamentov in tako, ampak so vsi ti bloki imeli potem tudi lift in tako zelo lepi bloki. Zgradil je pa tudi niz zelo modernih za tistih čas, seveda stanovanjskih hiš, vil privatnih, predvsem advokatom, zdravnikom, in to so tiste prve gradnje z ravnimi strehami, s polkrožnimi balkoni dvignjenimi, z stebri, zelo, zelo lepo. Ampak prvo, kar je moralo pasti, da je nastal, da tako rekoč simbolno nastopil ta novi čas, ta nova moderna doba, je moral pasti pač sinagoga. In v tistega časa vse do leta, bom s tem končal, čekajte, kako je to, 2007, ko sem napisal roman Beljard Dobrojev, se o tem pri nas ni govorilo. Ja, če zdaj ne pogledate na film kot scenarist, najprej na zgodbo, kot pisatelj, na zgodbo, ker imamo tukaj pravzaprav nekaj takih ekskluzivnih momentov, ki stvar še poglobijo. Namreč to, da je deklica bila potem vzgajana v katoliškem samostanu in postala nuna, potem, da so morilci njenih staršev in tega otroka od Vande, da so pač tisto premoženje Bogo so nekako prevzeli in celo skrivali, kot da bi varovali te ljudi in jih seveda, to so taki ekstremne situacije, ki pa pravzaprav izostrijo pogled. Ja, seveda, to je v tem filmu mojstrsko narejeno. Predvsem je ta zgodba, če lahko to rečem, zelo preprosta. Zelo preprosta in zato seveda tudi na nek način zelo prepričljiva, tako rekoč arhetipska. Jaz sem, če premišljam, kje bi lahko našli mogoče celo sporednico, zato da teh zgodb je, tudi jaz vem za mnoge, ki so zelo podobne tej zgodbi. Ampak te neka mitsko ozadje, to je seveda mit o Antigoni lahko. Treba je pokopati svojce, treba je pokopati bližnje, brate, to je to. In ta zgodba je globja od, seveda, od tega trenutka, globlja je tudi od tega trenutka, ko se je to zgodilo. Seveda je to stara, že grška zgodba. To je tako rekoč zgodba iz začetka te naše civilizacije. In zato, ker je stara, ni nujno zato, da kaj manj aktualna. Grozljivo je na teh mitskih zgodbah to, da se ponavljajo. Zelo lepo je gledati film, oziroma poslušati oziroma prebrati zgodbo. Danes je nek način živimo v tem imperativu nekih izvirnih zgodb, takšnih, kakršnih še nismo videli, da nas prepričajo z efekti, z onim. Ampak najtežje in tudi najglobje so tiste zgodbe, ki so na nek način že znane, ki nas vsaj na nek način spominjajo na nekaj, kar smo že nekaj slišali, kar smo že nekaj prebrali. Ampak to ni zato, da so si zgodbe na nek način podobne oziroma da pisatelji in scenaristi kradejo eden drugega, ampak zato, ker so nekatere zgodbe arhetipske in imajo neke elemente, ki so tako rekoč večni. In v tem filmu je veliko, ampak zelo na subtilen način prikazanih teh tako rekoč večnih zgodb. Ena je od tega spraševanja, seveda prvo vprašanje, kdo si oziroma kdo sem. To je pravzaprav prvo vprašanje, s katerim se lahko pravzaprav sploh začnemo pogovarjati. Ali dvoje, ali začnemo pisati. To je prvo vprašanje o tem, kdo sem. Spoznaj samega sebe, že dolgo nazaj poznamo to. Potem drugo je seveda to večno iskanje potem identitete, odkot prihajam, kam grem, kakšen je smisel. Potem je seveda tukaj tudi
to, da morajo neko posvečenost mrtvih, da morajo mrtvi imeti svoj grob, da nihče ne sme umreti brez znamenja. In ti dve glavni junakinji sta pravzaprav ves čas na tej nalogi. Ena ne ve niti kdo je, niti odkot je, ena, tista starejša, seveda ta Vanda, ve, kdo je, odkot je in se dobro zaveda. In je ta film zelo, na nek način zelo preprosto potovanje od tega, od nekega začetka, od popolne nevednosti proti smislu. Obe na nek način najdeta smisel. In tukaj seveda zdaj, kako pa gledalec vsak pri sebi interpretira ta smisel, ali sta ga našle, ali ga nista, ali je to odprt konec. Ena je nenazadnje naredila samomor, ena se vrača nekam verjetno v samostan, ampak Vanda je rekla, kako škoda, izgubila bo življenje. Ne? Ampak to sta dva možna odgovora oziroma iskanje nekega interpretacije tega filma in seveda sta ta oba konca na nek način za nas nesprejemljiva kot gledalce. In zato vsaj mene ne iščeta oziroma ne podajata nobenega dokončnega odgovora, ampak na nek način šele sploh odpirata neko misel na to, ker ne vem, če zdaj v redu, mogoče boš se ti vprašala. Ne, prosim, kar nadaljuj. Ker lahko beremo, ta konec lahko beremo kot na način, če iščemo smisel, če najdemo korenine, če najdemo nek svoj kraj, odkoder prihajamo, kam gremo, potem naj bi bil tudi ta konec, na zadnje smrt, na nek način usmišljena. Seveda je vprašanje, ali je samomor to, kar usmisli življenje. Po drugi strani pa je vprašanje seveda za druge, ali je smisel življenja to, da se zapremo v samostan. In to sta dva zelo različna odgovora tudi na to. Eno je seveda na vprašanje, neko eksistencialistično vprašanje, na kakršnega seveda tudi danes filozofija še nima nekega dokončnega odgovora. Lahko rečemo, da obstaja neka transcendentalnost, neka transcendenca, ki naj bi usmislila to, kar je bilo seveda tudi nekem onstranstvu. In ta film na nek način nakazuje mogoče celo na te dve nepomerljivi možnosti. To sta, temu pravijo filozofi aporija. Aporija. Lahko je oboje prav, ampak ne moramo, nikoli človek ne more izbrati prav, najboljše, edino prav. To so vedno izsiljene izbire, ali vztrajati seveda v nekem smislu tudi v absurdu, ali pa na nek način spet verjeti. Ker Vanda izhaja iz zanikovanja, iz potlačenosti. Vanda o tem ni hotela razmišljati, medtem ko Ida iz nevednosti in odprtosti pravzaprav in ona želi spoznati. Jaz bi celo mogoče, lepo, super, jaz bi celo rekel, da Vanda ve preveč, ne da Vanda ne zanika, ona ve preveč. Ona ve tako rekoč vse. Vanda ve vse v začetku in ve točno vse v koncu. Edino, kar je iskala in kar jo je tudi v neki čudni zgodbi, se vemo, sodelovala je tako rekoč v zelo krvavih rečeh, to vsi tisti, ki spet imate spomin in se spomnite teh čudnih povojnih procesov, saj smo jih imeli tudi pri nas, dahovske in vsakršne drugačne. Vanda je lik, točno ta lik, ki je to vlogo tudi v tem režimu opravila. Čeprav seveda pa ne bi bil pravi lik, če ne bi imela te dvoplastnosti, seveda te svoje skrivnosti, ki jo je bila na nek način tudi dolgo časa pripravljena na nek način žrtvovati, oziroma jaz mislim, da celo žrtvovati, ampak se je v nekem trenutku pa zlomila prav na najbolj človeškem pri tem, ker je, ko vidimo, to je seveda pošastno. Zgubila je otroka, ta revolucija, na nek način je revolucija, kateri je služila
požrla tudi njenega otroka. Ja. Ker strašno je tisto vprašanje, ne, ali ga je bilo strah. Ne? Ja, tako. Verjetno, ja, se absolutno strinjam. To je zelo kratka izjava, ali ga je bilo strah. In verjetno je tudi edino vprašanje, ki njo muči zdaj, zato, ker, kot sem jaz to videl, nje nikoli ni bilo strah. Ona je otroka pustila, je šla seveda v odporniško gibanje, po vojni, zelo močno verjetno mogla biti, zelo močna osebnost, na nek način si predstavljam, da je, seveda, glede na to, v čemer je sodelovala, kaj je delala, kaj je počela in tudi to, da dolgo odlašala, kot smo na začetku filma videli, ta pisma so dolgo prihajala, no ona se dolgo ni soočila s to svojo preteklostjo na način, da bi rekla, grem po to revico Ido, pa bomo razrešili. Ona je čakala tako rekoč do konca, ko je razsulo, tako rekoč življenjsko bilo. In seveda je to, temu lahko rečemo, da ima vsak človek, saj jaz tako verjamem, na nek način dušo in tudi vest. In dokler delujemo samo zavestno, se pravi razumsko, mogoče celo stvari obvladujemo, ampak v nekem trenutku se poleg zavesti uglasi tudi vest. In to, kar je vest, je tisto, kar je za zavestjo. In takrat se je ta Vanda seveda tudi zlomila in je na nek način vedela, da je edina pot, da umre s človeškim obrazom, da najde tega svojega otroka. Mogoče bi zdaj kdo povedal še kakšen vtis, da ne bova samo midva. Ali so vtisi premočni? Mene je tudi ta dialog proti koncu, ne, Ide s tem saksofonistom, ne, ko pravi, on bova šla v Gdansk, pa pol, pa bova kupila psa, pa pol, pa tako naprej, skratka, pa bova imela otroke, pa družino, kaj pa pol. Skratka, ona je odločena, ne. Ona se ni kar predala, ona je odločena. In to se mi zdi pa spet nekaj strašnega, ne, ker pravzaprav na ta način... To je odločitev za smisel, ne, to je tako pravim. Smisel, čeprav za nas verjetno, kako je lahko zavrgla možnost na nek način neke ljubezni, ampak odločila se je za nek smisel, ki je vsaj tudi zame, pa verjetno za veličino nas, nedoumljiv. Ne? Kako je lahko v tem kakršenkoli smisel. Ampak to je to. Ena se odloči za neko eksistencialno vztrajanje, ena se pa odloči za neko, vsaj zame, na nek način, ampak zelo dobro pokazano, neko človeško podloženo to za neko transcendenco. In po tem, kar je vse bilo razsuto, ne, po vsej tej izkušnji razsutega sveta, in po drugi strani si je že videla, kam vodi, recimo, to je tudi zelo dobra kritika, seveda tudi nekega sodobnega, modernega, potrošniškega sveta, ki na nek način je uživanje tudi kljub prepovedi družbeni bilo seveda mogoče, pili so zelo dober konjak, igrala se je jazz muzika, neka svobodna ljubezen, vse to kljub temu, ampak v tem trenutku, ko je ona imela ta Ida to na rokah in je to dvoje stehtala, se je odločila popolnoma drugače, ne, zdaj pa. Režiser Vinko Möderndorfer me je opozoril, da ta film, ki ima pravzaprav skoraj kvadratni format, ne, v nobenem momentu skoraj ne pokaže neba. Vedno, tudi v tem samostanu, vedno je nebes, on je to bral kot nebes ni. Super. Jaz bom pa glih obratno rekel. V tem filmu je ogromno neba. To je film pravzaprav neba. In in seveda se to, kar vidimo, vedno gledamo v nekem kontrapunktu. Če smo prej gledali popolnoma čudovito te neke marmornaste angelčke, pa seveda te sobe, pa, ki so si zelo podobne, ne, na nek način te celice,
samostanske, pa potem, ko smo gledali tista meščanska stanovanja, so po tej zaprtosti so si zelo podobna. Zelo veliko imajo tukaj upraviti okna, ne samo zato, ker je pač tista nesrečna ženska skočila skozi okno, ampak zakaj bom rekel, da je to film neba? Samo se spomnite, vedno, ko je polje, je ogromno neba. Vsaka panorama je narejena zelo z nizkimi rakurzi. Tudi križce ob cesti, tudi avto, vse je zelo na zemlji. Zelo panonsko, bom jaz rekel. To so te panonske panorame. In tudi, ko grejo, tisti prizor je strašen, seveda samo slutimo. Ko gre v gozd. Tako, ko gre v gozd z lopato, seveda niti ne vemo, kaj bo za izkop. Slutimo verjetno, da bo, ampak nismo si predstavljali, da bo to pokazano na tako brutalen in v bistvu realističen način, da bojo dejansko skopali jamo in da bo ta, ki je bil seveda, se mora skesati, uprati svojo dušo, skočiti v jamo in v jami reči, jaz sem kriv. To je strašen prizor. Jaz ne vem, če ste gledali film, Vajdin film, ne vem, kako je bil naslov. Katin? Katin, tako. Tam je zelo podobno, to Poljaki, mislim, to lahko Poljaki naredijo, kjer je tudi, so tiste jame, v katerih streljajo pač te jude in to so skopane in je tudi tam kamera spuščena. In ne nazadnje, Jan Cvitkovič ima tudi od groba do groba ta prizor, nemogoči prizor, ko je snemano iz pač mrtvaške jame navzgor kamera in celo gre še dalje, ko zemlja zasiplje avto in ko spremljamo tako rekoč, kdaj se luč žarek svetlobe ugasne in potem bi bilo na nek način zamisliti tudi to, mislim, moč teh podob je to, ali ta svetloba, ki je potem ujeta v zemljo, ostaja še naprej. To mene zanima. Če sveti še naprej, tako kot je pesnik Uroš Zupan pravi, kakšna je svetloba znotraj pomaranče. Zaprto pomarančo, tisto svetlobo, ki je ujeta v njej. Mislim, da smo ljudje na nek način pravzaprav bitja, ki imamo skrito to svetlobo v sebi. Saj rastemo, tako rekoč na soncu, ampak to so te pesniške neke morebiti finese, ki pa jih tej vrhunski režiserji znajo na nek način upovediti, pa pokazati, kar je mogoče celo nemogoče pokazati. Neverjetno s kako skopimi sredstvi. Pravzaprav je to povedano, z malo kadri je narejen en prizor, pa tako močen. Režiser Pavlikovski ima na spletu, se lahko posluša eno njegovo predavanje, ki ga je imel za študente filmske režije v Londonu in tam on govori o scenariju. Namreč on je velik, kako bi rekla, sovražnik pisanja scenarijev, ker so, mislim, vsi režiserji in vsi, ki predvsem dokumentaristi, ker je pač scenarij nekaj, kar ni nič, ni noben izdelek, služi predvsem tistim, ki financirajo, pa neka pomoč za organizacijo, pa tako, ampak pri teh filmih, ki niso žanrski, je pravzaprav največji užitek režiserjev, da je odprt na snemanju in se ne drži tako striktno tistih stvari dogovorjenih, česar pa producenti seveda ne marajo. In recimo ta prvi prizor, ki ga vidimo v filmu, to se pravi tisti čopič, ki po Kristusu, s katerim čisti obraz te sohe, Ida, ta prizor je nastal, pravzaprav on je imel drugačen zamišljen začetek, prizor je nastal na prizorišču
kjer je opazil svojo eno pomočnico, ki je skrbela za 1000 stvari v filmu, kako z eno veliko ljubeznijo čisti ta in je na tem zgradil ta uvodni prizor, ki je pa zelo močen. Tako da to je, on veliko v tem govoru, v tem predavanju, veliko o tem govori, je zelo zanimivo poslušati, kako film pravzaprav nastaja in ko je moral za tega Oskarja scenarij poslati, je producentka vprašala, katero od 27 verzij ne pošljemo, ker nobena ni tudi slučajno ustrezala in je rekel, najboljš, da pretipkamo, pretipkamo, kar vidimo na ekranu in super dialoge zraven in pošljemo tisto. Tako da, prosim, ja. Ja, jaz sem tudi videl ta film kot vrhunski izdelek z čisto stališča umetniške fotografije in tudi vidim ogromno neba, ravno skozi te prečiščene prizore, kjer ni nobenega motežega elementa, če čisto likovno gledam, to je neverjetno preštudirano. Neverjetno preštudiran v likovnem smislu in tudi ta vrhunska črno-bela fotografija je tako perfektna, kot so dolga desetletja umetniški fotografi delali fotografije statične. Tako da en samo občudovanje v tem smislu, tukaj je moralo biti ogromno študija noter, da se je to na tak način potem prikazalo. Bom sam dopolnila, vas ne prekinila. Tudi to o tem govori režiser, namreč na začetku snemanja se je nekako sprl s svojim izbranim snemalcem in so ostali brez snemalca in je asistent, ki še ni nobenega filma snemal in je bil pripravljen tvegati čudo tega, ne? Veliko več kot en profesionalni snemalc. In zato so take ekstremne, ne, pravzaprav svetlobe. Se tudi zdaj, da je en tak pristop, ki ga redko vidiš, saj so tudi črno-bele filme danes snema, ki so odlično narejene v likovnem smislu, ampak tukaj prav, kot ste rekli, s tem nebom tudi velikrat sta človeške osebe čist spodaj, ne, je vse tista okna, ravno tako nebo postane, tako da jaz sem tudi videl ravno to, da smo ljudje precej pri tleh in je ravno neka višina nad tem, tako da vse to so ene likovne domislice tudi, ki dajo vsebino, tako da jaz sem tudi kot eno umetniško fotografijo videl vse skupaj, toliko sem sam želel. Hvala. Ja, čudovito, seveda, točno to. Mogoče nas celo ta film zato presune, ker vidimo, ko je zelo klasičen, zelo na nek način bi lahko celo rekli konvencionalno narejen. Ampak narediti film danes na tak način, ne samo, da moraš biti pogumen, oziroma moraš tudi poznati, kako so se filmi veliki včasih delali. Meni se je zelo dopadel za začetni prizor, ko je čista ta kip, ne. Se mi je zazdelo, da je med kipom in med njo prava komunikacija, ne, in da se pogovarjali v tej komunikaciji pa polno topline, ljubezni, pripadnosti. Tako da to je ena stvar, druga stvar je, ker me je zelo spet nekako sem začutila ta poudarek. Kdo smo, odkot smo, vedno to vprašanje. Ta vprašanje sem začutila že večkrat, ker spremljam te filme. To ni bilo samo v tem filmu, ampak nekako čez celo leto nas spremlja. Odkot se porajamo. Tudi v prejšnjem filmu je bilo to zelo močno sporočeno, to vprašanje. Odkot se porajamo, kaj smo, kdo smo. Mislim, da je to za človeštvo kot za posameznika en močen pečat. Zakaj? Recimo, odkot smo prišli, pa ta svetloba. Mogoče smo mi, če imamo stik s svetlobo, smo tudi sami svetloba in mogoče smo tudi od svetlobe prišli. Najde svoj mir. Tako globok film. Ja. Najdi svoj mir, ne odkje smo kako, da najdeš svoj mir, da najdeš pomirjen. In ona je naša najprej za hip, videla
čem je Vanda iskala tolažbo, da je potem našla pomiritev za obe, so pa v tej svoji vrti. Ja, ne, super. Tisti kip Lesenje Mare sem več pomenil, to smo videli tudi, to Ido, ko se zunaj sprehaja in reče, prosti, nisem še pripravljena, ne? Ampak ona je tako rekoč celo, ne samo eno življenje, 2-3 življenje je v tistih 2-3 dnevih, koliko je bila na poti, se na simboličen način obživela, ne? Bilo je jasno, ne samo, kdo je ona, kdo so njeni starši, tudi cela zgodovina, v kateri ni poznala, se je odprla, pa tudi na nek način je verjetno zaslutila s tistim dialogom in pogovoru, je videla tudi vso prihodnost, kakšno jo čaka. Ne? To so te velike, neke, ne pravijo, včasih so rekli, razsvetljenja, ne? Ko v nekem hipu imaš občutek, da vidiš vso preteklost in vso prihodnost in se potem na nek način odločiš. Ampak to je seveda film, ne? In ta velika metafora, zato je velik film, ta velika metafora je v njem na zelo lep in razviden način prikazana. Ne? Ampak gre za to, da smo pred takšnimi odločitvami pravzaprav ljudje vsak dan. Ne? Vsak dan, ko se staramo, ali ko gremo spat, ali se kaj zgodi, se sprašujemo o tem temeljnem, ne? Ali smo prostite zajeli, ali pa nam je uspelo, ne? Ali se imel v življenju srečo, ali je vse šlo narobe. Ima življenje smisel, ali ga nima smisla. In je nazadnje je ona rekla, ja, celo vprašanje o Bogu, ne? In je rekla, ja, pa zdaj boš končno videla, da Boga ni. Te se takoj popravila ta Vanda, ker je bila zelo pametna, se je rekla, ja, se vem, Bog je vse povsod. Ampak to so vprašanja, ki niso samo kot metafore izrečene v umetniških delih, ampak gre za neko ključno. In zato je ta film tako velik. Ne? To so dileme, ki jih imamo vsi vsak dan. In če pogledamo generalno, živimo neko dolgo življenje, in tukaj pa je ta junakinja pravzaprav morala to doživeti v 2-3 dnevih. Zato je ta film velika metafora. A je v kakšnem smislu mogoče ta film razumeti tudi tako? Namreč Poljska je zelo katoliška država, ne? Vera ima tam pravzaprav eno v Evropi posebno, tudi zaradi odnosov z Rusijo in tako naprej. Skratka, a je možno to razumeti, da je to pomirjenje med Judi in ne-Judi možno samo s to spremembo vere? Ja, to ne upam odgovoriti jaz. To bi bilo pretežko. En preblisk je bil en trenutek. Sjajno. Ampak jaz ponavadi, ko ne upam odgovoriti, ko je vprašanje pretežko, je edino, kar je lahko se zatečeš v spominu, tem, kar se je zgodilo, oziroma poskušaš potegniti neko primerjalnost, neko primeru z današnjim časom. Zamislite si, kako bi bilo to strašno, če bi rekli, da si ljudje, ki prihajajo, morajo spremeniti vero in bojo dobrodošli. To bi bilo pošastno. To bi bilo pošastno. Tega ne smemo nikoli zahtevati. Mislim, lahko to za nazaj špekuliramo, ne? Ampak za naprej pa reči, slišali smo tudi iz vzhodnoevropskih držav, prav te države, katere so iz te velike zgodovinske lekcije se niso popolnoma nič naučile, so zahtevali, mislim, da so celo Slovaki so bili, ali Polaki, lahko pridejo, ne, ampak samo, če so kristjani. To je grozljivo. Meni pa se tako zdi, da je vse, katera vera je, kakšna vera. Zdi se mi, da vsaka vera je dobra. Vsaka vera pozitivne stvari in da vsaka vera izhaja
iz istega korena, iz človeka. Vero je stvaril človek. Ne? Ja. In zakaj je stvaril zato? No, iz zgodovinskega stališča vidimo, da je stvaril iz strahu, če verjamo razne teorije. Ampak jaz mislim, da tukaj še nekaj veliko da vera človeka izpolnjuje in da sama nisem tako. Se strinjam z vami, prosite, če vam malo pomagam. Na ta način jaz seveda se strinjam z vami, ko človek ni, kako so včasih rekli, enodimenzionalno bitje, ampak seveda imamo to potrebo, nujnost potem, da te junakinje absolutno več čas govorijo o tem, da brez te vertikale, brez tega občutka oziroma vsaj iskanja te transcendence ni življenja, ni smisla. Ne? Ampak glede vere, jaz bi rekel celo tako, kot pisatelj to, da v nekem sodobnem svetu, kjer se nam zdi taki odgovori mogoče že nekoliko zastareli ali nerazumljivi, ampak če jih gledamo tako, da jim prezamemo, da je človek na nek način tudi vertikalno bitje, bitje neke transcendence, bitje, ki išče smisel, je veliko smisla danes smo našli tudi v tem filmu. Ne? Jaz sem celo na stališču, da je religija, če je bila za orožance religija 20. stoletja nogomet, je zame religija 21. stoletja pravzaprav umetnost. In tukaj je film celo, če ne dominantna umetnost oziroma umetnost, ki je najbolj združila to, iz česar je poezija, iz česar je slikarstvo in nazadnje iz česar je muzika. Ne? In dober film mogoče danes lahko naredi več kot pa slaba pridiga, tako se mi zdi. Ja, ne bi se mogli bolj strinjati z vami, da je umetnost pravzaprav tisto največ, kar nam je, kar lahko dobimo. Ne? Tudi lahko potem niso te trki, ne? Potem tako brutalni in te nesporazumi tako krvavi, ker včasih rečemo, kako ima ta več kulturnost, pa kulture gor, pa jaz imam že dovolj teh kultur, vse je že kulturno, ne? Nikjer pa ni umetnosti več. Kulturo lahko, ja, bomo skupaj sedeli, pa lepo jedli, pa te kulture se bomo priučili, pa bomo nekako sobivali, ne? Ampak v trenutku, ko pa se odprejo ta najbolj intimna in tudi najbolj presežna vprašanja v smislu, ne? Ljudi, ki so iz imenovanih različnih kultur, iz različnih nacionalnosti, iz različnih kontinentov, vsi imamo to isto eno in isto potrebo potem, da iščemo ta smisel, ne, to presežno. In kolikor se ne moremo zdaj že več z religijo in z to neko multikulturo razumeti, se pa strinjam, da se lahko razumemo skozi umetnost. Dober iranski film nas isto tako prizadene, kot nas prizadene dober evropski film. Hvala lepa, čez 3 tedne se vidimo, da bomo malo daljšo pauzo. Hvala.